Naš največji izziv je vselej ohranjati človečnost, dobronamernost in sprejeto za vsakega človeka, ki potrka na naša vrata, pravi Simon Dvornik. To jim lažje uspeva v sodelovanju z drugimi. Zelo smo zadovoljni z sodelovanjem z drugimi organizacijami. Javile so se praktično vse, ki so bile povabljene, od centrov za socialno delo občine, Rdečega križa, zavod EMA. Praktično zelo smo veseli, da lahko toliko sodelujemo, ker samo skupaj lahko res neko celostno sliko, spremembo naredimo. S Karitas sodelujejo tudi centri za socialno delo. Se potem povezujemo tudi Škofijsko Karitas Novo mesto, takrat, kadar v našem lokalnem okolju obstoječi materialne pomoči ne zadoščajo, niso dovolj, ali pa so njihove potrebe širše. Sodelovanje Karitas z drugimi organizacijami je vzajemno. Predvsem tle na področju duševnega zdravja stiske se poglabljajo, da uporabnikom pomagamo tudi z paketi hrane, oblačil in pa tudi imajo sorodne programe, kar se tiče svetovanja, podobno kot mi tudi. Tu nekako vidimo to sodelovanje. Da. Vsekakor je, kar zadeva njihovo delo, pomembna gmotna pomoč posameznikom in družinam. Dostikrat pa pomeni še več psihosocialna podpora v finančnih in osebnih stiskah. Materialna stiska nikoli ne pride sama. Vedno je v ozadju še nekaj drugega. In tukaj gremo v odkrivanje osebne odgovornosti, v odkrivanje različnih načinov pomoči, različnih virov pomoči. Se pravi, tukaj predvsem pomagamo človeku, da uvidi, kam se še lahko obrne. Stiska ne pozna ne meja, ne starosti in vsakomur skušajo priti naproti, poudarja Dvornik. Škofijska Karitas Novo mesto v tem letu nekako pokriva približno 7.000 uporabnikov v obliki materialne pomoči, zdaj govorimo to o hrani, obleke je tega še več. Potem, kar se tiče pa finančne pomoči, imamo pa na leto približno tudi letos 600 prošenj. Tako posameznikov kot družin, ki potrebujejo različne oblike pomoči. Sicer pa lahko vsak od nas naredi nekaj dobrega za druge. Jutri bo namreč na sporedu dobrodelni koncert Klic dobrote, med katerim pa tudi še ves december bodo zbirali sredstva za pomoč družinam v stiski.